Pravljični kotiček z Diano na Timi, Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Ste zobke že umili? Ste se pod dekico tudi že skrili? Odlično. Potem pa napnite ušesa in prisluhnite pravljici o babici Marici, ki razmišlja drugače. Ime mi je Ana in sem stara 7 let. Rada se smejim in pojem in zelo rada berem. Babica Marica je zame vedno rekla, da sem radovedna in da vtaknem svoj nosek v vsako stvar na njenem vrtu. Moja družina ni velika. Očka in mamica imata samo mene, zato mi je velikokrat dolgčas. Zelo rada se družim z babico Marico, ki je tudi moja velika prijateljica. Poletne mesece preživljam pri babici Marici. Ima ljubko hiško na robu majhne vasi. Ob njej pa je velik vrt in veliko prostora za sončnice, psičko Stelo in najine skupne igre. Vsako poletje me babica Marica nauči kaj novega. Recimo, kako zaliti rožo, kdaj pogledati v nabiralnik za pošto. Pred 2 letoma pa me je naučila celo plavati. Prej me je bilo vode resnično strah. Ko sva se igrali na njenem vrtu, sva si večkrat predstavljali, da sva veterinarki. Oskrbeli sva vsakogar, ki je potreboval najino pomoč. Ranjeno ptico, metulja, čebelico, deževnika. Vsi so bili dobrodošli v najini mali kliniki. Počitnice z babico Marico so bile vedno dogodivščina. Vendar pa se je letos vse spremenilo. Začela je razmišljati in se obnašati drugače. Prej sva se radi smejali, žgečkali in igrali na njenem vrtu. Sedaj pa babici Marici ni več do igre. Večkrat išče svoja očala, čeprav jih ima pred nosom. Razjezi se, ko me pokliče in se ne javim takoj. Tudi vpraša me večkrat eno in isto vprašanje. Potem sem žalostna, saj imam občutek, da me ne posluša in me ne mara. Vse to sem povedala mamici. Zaupala mi je, da se tudi njej zdi babica Marica drugačna. Zato jo je mamica odpeljala k zdravnici. Ta je babico Marico pregledala, razmislila in jo napotila na preiskavo glave. Babica Marica je morala na preiskavi narisati stensko uro in njene krake na list papirja, odštevati številke in ponavljati besede. Babici test ni šel najboljše od rok. Kot ni šlo meni v šoli, ko se nisem najboljše pripravila in nisem poslušala staršev, naj se pridno učim. Očka in mamica sta bila nad rezultati testa zaskrbljena, zato so naredili še druge preiskave babičine glave. Zdravnica je ugotovila, da babica potrebuje zdravila, ki bodo pomagala njenim možganom in spominu. Pričelo se je težko obdobje za celo družino. Zgodilo se je veliko neprijetnih sprememb, ki smo jih morali sprejeti. Večkrat sem bila žalostna, saj se mi je zdelo, da babice ne poznam več. Ona pa ne mene. Pogrešam staro babico Marico in najine skupne dneve, vragolije, pogovore in izlete. Vseeno pa vem, da potrebuje mojo pomoč, tako kot so jo potrebovale živali na njenem vrtu. Še vedno preživim veliko časa z babico Marico. Pomaga mi tudi pri ohranjanju spomina z različnimi igrami za spomin. Veliko stvari je pozabila. Pomaga ji tudi psička Stela. Kadar se babica prestraši ali pa razjezi, jo njena bližina pomiri. Včasih me je za babico strah, saj ne vem, zakaj se počuti slabo. Ne vem, zakaj pozabi toliko stvari. Mamica pravi, da se njeni možgani spreminjajo, da delujejo slabše. Zdravnica pa pravi, da ima bolezen, ki se ji reče demenca. Rada ji preberem kakšno pravljico, ji kaj zapojem ali pa zaplešem, saj se potem vedno skupaj smejiva.
Takrat imam občutek, da je spet vse kot včasih. Babica Marica me zdaj večkrat zamenja za mamico, ko je bila majhna, ali pa se ne spomni mojega imena. Vseeno pa mi z nasmehom na ustih kdaj pove kakšen spomin na najine igre na vrtu in kako me je naučila plavati. Še danes je ponosna na ta dosežek. Tudi če je kdaj težko in je ne razumem, se imava še vedno zelo radi. In tudi če bo babica Marica vse pozabila, je ne bom pozabila jaz. Ljubezen res premika meje, zato imejte radi in pazite na svoje bližnje. Zdaj pa hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in sladke sanje.